predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, spoštovani člani Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije, drugih državnih in javnih ustanov, predstavniki Slovenske vojske in Slovenske policije, dragi sobratje, drage sestre in dragi bratje. Več kot 30 let obhajamo vsako leto tukaj to sveto mašo ob približno istem času. V tem obdobju je bilo odkritih in ugotovljenih več 100 drugih večjih in manjših množičnih grobišč. Že samo ta številka opozarja na strahotno razsežnost množičnih pobojev na tleh naše domovine v maju in juniju 1945. Ta odkritja pa nam dajajo tudi slutiti vso nečloveškost ravnanja z neoboroženimi ljudmi obeh spolov in vseh starosti. Mnogi so bili tudi živi vrženi v brezna in samo Bog pozna njihovo trpljenje. Kar nas vsako leto zbere tukaj, pod Krenom ali pa kje drugod, je najprej sočutje. Sočutje je plemenito čustvo, ki nas povezuje z vsemi trpečimi, ki pa nas tudi varuje pred podobnimi in krutimi dejanji. Za tako sočutje v tistem času na teh krajih ni bilo mesta. Žal ga tudi danes ni v zadostni meri, da bi bila vsa grobišča primerno urejena, kakor je to tukaj pod Krenom. In da bi po 76 letih lahko vse žrtve našle grab, ki bi bil primeren njihovemu neodtujljivemu človeškemu dostojanstvu. Medvojni in povojni poboji imajo več razsežnosti. Več razsežnosti pa naj ima tudi naš odnos do njih. Če začnem pri najbolj površinski razsežnosti, je to najprej politična razsežnost. Mislim na dejstvo, da se različne politične skupine do teh dogodkov opredeljujejo z vidika svojih političnih koristi. Nekatere ne naredijo potrebnih korakov, ker nočejo izgubiti določeno število volivcev ali pa so zabetonirane v preteklih ideologijah sovraštva in lažne propagande. Toda, če bi ostali pri teh, ne bi mogli priti daleč. Vsekakor pa to ne more biti naše stališče. Druga razsežnost je moralna. Res je, da vojna ljudi otopi in poruši splošna moralna pravila. Ko govori orožje, ne molčijo samo muze, kako so rekli včasih, se pravi umetnost, ampak pogosto utihne tudi moralna vest. Če pa vest utihne, človek preneha biti do drugih sočlovek in postane volk. Volčja je bila tudi ideologija neizprostnega razrednega boja, za katero tudi takšna dejanja, kot so se dogajala tukaj, niso bila zločin. Njen daljni odmev je sodobno sovraštvo do političnih tekmecev, ki se stopnjuje do izključevanja.
in ki se lahko kaj hitro stopnjuje še korak naprej do tiste popolne izključitve, ki se imenuje umor. To se je dogajalo tukaj. Vsako leto nas zbere tukaj solidarnost z ljudmi, ki so pretrpeli najhujšo in popolno krivico, telesno in moralno. Telesno, ker jim je nasilno bilo odvzeto življenje, moralno, kar je še huje, odvzeta jim je bila pravica do pravičnosti.